Lepo pozdravljeni. Brežiški župan Ivan Molan in obrambni minister Matej Tonin sta podpisala pogodbo o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v občini Brežice v tem in naslednjem letu. V nadaljevanju pa sta si ogledala skupno investicijo, novi leseni most v Cerkljah ob Krki. Pogodba med občino Brežice in Ministrstvom za obrambo opredeljuje sodelovanje na račun posodobitve cerkljanskega letališča in se sklepa vsaki 2 leti. Gre za vsako leto za 430 tisoč evrov, sredstva pa se namenjajo za seveda infrastrukturo, gre za nadaljevanje ceste od Malnic proti Pirošici, prav tako gre za cesto, ki se bo urejala tudi še v drugih krajevnih skupnostih. Skupaj z ministrstvom so uredili kar nekaj infrastrukture, dodaja Molan, z ministrom pa sta še uradno odprla najnovejšo skupno naložbo, nov cerkljanski most. Konec koncem gre za most in pa cesto v vrednosti okoli 930 tisoč evrov, od tega je pa 525 tisoč evrov namenilo ministrstvo in lahko rečem, da z skupnimi močmi smo prišli do enega najlepšega mostu v tem delu Slovenije. V interesu Ministrstva za obrambo je, da vlagamo v komunalno infrastrukturo v občinah, kjer je prisotna Slovenska vojska. Na takšen način pomagamo k dobremu sobivanju lokalnega prebivalstva in tudi vojske. Kot je še dodal Tonin, je Ministrstvo za obrambo, kamor spadata tudi zaščita in reševanje, prispevalo k nabavi 2 gasilskih vozil v občini, Brežiškim gasilskim društvom pa je v okviru protiepidemioloških ukrepov namenilo 90 tisoč evrov. Ostajamo v Cerkljah ob Krki. Na tamkajšnjem letališču so dokončali prvo fazo njegove posodobitve. V sklopu projektov v prvi fazi prenove, ki je potekala od leta 2008, so zgradili nov kontrolni stolp, ploščadi in navigacijska sredstva. Na tako imenovani zemeljski strani so zgradili hangarje, komplet skladišča goriv, druga skladišča ter kot zadnjega izmed objektov gasilsko-reševalni objekt. Prenova letališča Cerklje ob Krki je zagotovo eden od večjih pečatov, ki bo zapisana v novejši zgodovini slovenskega vojaškega letalstva. S pridobitvijo novega obratovalnega dovoljenja so na letališču omogočene letalske operacije tudi v pogojih zmanjšanja vidljivosti, kar bistveno pripomore k povečanju operativnosti letališča. Vesel sem, da letališče v Cerkljah končno postaja pravo vojaško letališče. Z zadnjimi posodobitvami je to postalo letališče, ki omogoča pristajanje in vzletanje ob vseh vremenskih pogojih in ponoči in podnevi. Prva faza posodobitve letališča je znašala več kot 70 milijonov evrov, dobrih 40 milijonov je zanjo prispevala zveza NATO. Slovesnosti se je udeležil tudi poveljnik zračnih sil ZDA v Evropi in Afriki, ki se je dotaknil pomena sodelovanja Slovenske vojske pri izvedbi vojaških vaj, ki so potekale v zadnjem mesecu, pa tudi posodobitev na cerkljanskem letališču. This has provided us an opportunity to deepen our relationship and recognize the strategic importance of this location and the opportunities that we have to work together. Seveda nas v prihodnosti čakajo še pomembne naloge, zagotovo sledi zdaj druga faza, ker bomo letališče še dodatno opremili za večje logistične zmogljivosti in pa izboljšali bomo tudi dobavo in dovoz oziroma dostavo goriva za vojaška letala in pa helikoptere. Tonin je ob tem napovedal še nekaj naložb v vojaško letalstvo. V roku 1 leta naj bi namreč dobili novo transportno letalo, posodobiti pa nameravajo tudi helikoptersko floto. V četrtek dopoldne je pilot španskega helikopterja Eurocopter Tiger pri Brestanici zadel daljnovod. Nesreča se je zgodila v okviru vaje Jadranski udar 2021. Kjer je poleg ostalih držav sodeloval tudi helikopter oboroženih sil Španije. Pilot je s helikopterjem uspešno in varno pristal na travniku. Kraj nesreče so varovali pripadniki Slovenske vojske. V soboto popoldne pa so helikopter razstavili in ga s transportnim helikopterjem Chinook, ki je iz Španije priletel samo za ta namen, odpeljali z mesta nesreče. O vzrokih za nesrečo bo več znanega po analizi črnih skrinjic poškodovanega helikopterja. Potem, ko so aprila medveda opazili v Radeški občini, so ta mesec njegovo prisotnost zaznali tudi na območju Gore, Goleka in Spodnjih Dul v občini Krško. Tule je vas Gora, lokalna cesta, ki vodi iz vasi Gora proti vasi Senožete. Namreč, in jaz sem, se pravim, približno, mislim, da 10 dni nazaj, sem vozil s traktorjem na prikolici
jabolčne tropine, ki jih kompostiramo tule nižje v gozdu na enem kupu in sem vozil tule v gost. Ravno tule malo višje, približno 30-40 metrov naprej, kamor sem tudi potem jaz obrnil svoje vozilo, se pravi v gost, je medved prečkal cesto. Tako svoje srečanje z medvedom opisuje krajan Gore Martin Mausar. Kot kaže, se je premikal izpod tega daljnovoda čez cesto in tule naprej proti vasi Spodnje Dule. Ne? In največkrat je bil zasleden v vasi Golek in med vasjo Osredek ter Spodnje Dule. Tako da verjetno se tu nekje tudi nahajal. Medved je bil po pričevanju krajanov na tem območju prisoten nekaj tednov. Opazili so ga že v prvih dneh maja. Najprej ga je opazila ena krajanka, ko se je vračala po popoldanski izmeni iz službe. Domov ga je opazila v vasi Golek, da je prečkal cesto. Nedolgo zatem ga je opazil še en krajan, ko se je loteval opravil v svojem nasadu, čez nekaj dni pa še dijakinja, ki je zjutraj odhajala do avtobusne postaje na Goleku. Ukrepal sem tako, da sem seveda obvestil pristojne, številko 112, no kasneje smo tudi dobili stik z vodjem oddelka za gozdno divjad pri Zavodu za gozdove, s katerim smo še sedaj v kontaktu in spremljamo situacijo. Seveda o tem so bili obveščeni tudi lovska družina, lovci. Lovci so tudi poostrili, se pravi, kontinuiteto in pogostost obiskovanja v gozdovih in na prežah. In seveda po informacijah, ki smo jih dobili tudi strani lovcev, je bil tudi ta medved zelo blizu tako Leskovca kot Krškega. Medveda v zadnjem tednu na območju Gore niso opazili, dodaja naš sogovornik, so ga pa nekateri naši gledalci zaznali na širšem območju Leskovca pri Krškem. Na poti od Partizanske bolnice proti Javorniku ob Makadamski cesti na Grmadi so člani športnega društva Gorniki Brestanica na pobudo Andreja Kranjca postavili novi klopi in mizo ter uredili kurišče. Stare dotrajane klopi in mizo pri tako imenovani Vidičevi bajti so odstranili ter jih nadomestili z novimi. Brestov les, star okoli 100 let, je prispeval domačin Branko Jeler, klopi in mizo pa so izdelali in postavili člani društva. Pri Vidičevi bajti so uredili tudi kamnito kurišče. Prostor za oddih je namenjen vsem pohodnikom. V nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac je na ogled razstava Navzkrižja dilem avtorjev Mance Ahlin in Aleksija Kobala. Razstava slikarja Aleksija Kobala ter oblikovalke in arhitektke Mance Ahlin se osredotoča na univerzalna vprašanja neskončnosti in cikličnosti z osrednjim motivom, Mobiusovim trakom, ki se, če ga apliciramo na družbeno-politično, na filozofsko plat, kaže kot prispodoba življenja. Zdaj, tokrat v Kostanjevici, kjer so ponudili mi možnost razstavljanja, sem se domislil, da bi to tudi izvedel na nek drugačen način. Seveda same slike tle jaz nisem videl kot edino sredstvo, oziroma slika tle težko ponazori oziroma prikaže ta fenomen Mobiusovega traku, tako da vmes sem spoznal Manco Ahlin in njene mojstrovine in sem jo povabil k sodelovanju in je tudi Manca to z veseljem sprejela. Njihov osrednji motiv je Mobiusov trak, ta matematična zagonetka iz konca 19. stoletja, ki si jo še danes ne znamo čist dokončno pojasniti, ki sta pa onadva vzela kot neko družbeno metaforo, ki ima spet ogromno implikacij. Na eni strani govori o cikličnosti, o zgodovine, govori o vprašanju kolektiva in individualnosti v družbi in tako naprej. Seveda so pa razlage zelo odprte, kar je tudi namen te razstave. Za sestavo osrednjega objekta sta avtorja porabila kilometer plastičnih cevi. Kobal ob tem dodaja, da je bil to eden njegovih težjih, če ne celo najtežjih projektov. Glede na to, da sem bil priča, kako se to sestavlja in kako je to v bistvu kompleksno delo, pa pol tudi nismo vedeli, ali bo ta objekt zdržal to formo. To so bile preizkušnje
ampak tudi vznemirljive ravno tem, da probaš nekaj novega, da poskušaš nekaj narediti. Ne. Ja, preživeli smo kar nekaj ur na kolenih v cerkvi in kar nekaj ur na dvigalih z vrtoglavco. Ja, ko smo začeli raziskovati izvedbene možnosti za ta objekt, sem probala en kup različnih vzorcev, ki se uporabljajo v tradicionalni čipki in na koncu se je izkazalo, da v bistvu bolj enostavno je boljše, ne? In smo pač uporabljali enega od najbolj pogosto uporabljenih pri nas. Osrednji objekt dopolnjujejo slike, ki so tokrat nekoliko bolj abstraktne in so druga pot oziroma ponazoritev tega istega fenomena, pojasnjuje Kobal. Veliko je bilo v bistvu vplivan z samega tega objekta, ki smo ga najprej naredila kot maketo, pa tudi v računalniški izvedbi, ne? Pa potem iz videa, tako da pravzaprav je vse najprej nastajalo na računalnikih. Ne. Jaz sem recimo celo cerkev naredil v 3D programu, da smo sploh videli, velikost slik, kakšen koncept bomo izbrali, tudi sam objekt je bil že narejen v maketi prej, tako da... V 3 maketah. 3 maketah, ja, tako da fajn je bilo, da je bila cerkev dober mesec ali pa skoraj 2 že prazna, da smo lahko pol v miru se lotila tega, ne. Projekt je nastajal 2 leti in pol. Kompletna zasnova je v bistvu nastala prav od začetka do konca samo za to postavitev. Ne. Tako da, ker je pač, ve se, da je to specifičen prostor, lep prostor, ampak tudi zahteven in ga kar moraš upoštevati. Ne. Ja, tako da v bistvu ta objekt je tudi neke vrste, so rekli, so delali to v enem cerkvenem prostoru in to neke vrste mandala, ki bo mogoče, verjetno bo na koncu te razstave uničen. Ne? Ja, tako je, v bistvu kot budistični menihi, ne? Na koncu po mantranju ga razrežejo oziroma uničijo svojo mojstrovino. Ne? Razstava je na ogled do 5. septembra. V prvi B rokometni ligi se je v petek in soboto začela končnica. V ligi za prvaka so Krčani zmagali in Brežičani izgubili, v ligi za izpad pa so Sevničani premagali ekipo Alples Železniki. V Krškem so domači gostili ekipo rokometnega kluba Dol TKI Hrastnik in se zmago še utrdili na 3. mestu lestvice lige za prvaka. O polčasu so domači vodili s 25-13, v drugem delu obdržali prednost in se na koncu veselili zmage z rezultatom 44-30. Z 9 zadetki je bil med Krčani najuspešnejši Tomaž Grobelnik, 7 jih je dosegel Nik Rantah, 6 Andraž Novak. V naslednjem krogu bodo Krčani igrali pri Brežičanih, ki so v tem krogu izgubili na gostovanju v Šmartnem s 36-31. V brežiški ekipi je največ 8 zadetkov dosegel Matej Kučič, 6-krat se je med strelce vpisal Jaša Bogovič in 5-krat Meris Bošnjak. V prvem krogu končnice v ligi za obstanek so Sevničani zmago proti ekipi rokometnega društva Alples Železniki le še korak do potrditve obstanka v ligi. Poglejmo, kaj še se je dogajalo na športnih tleh. Sredi junija bo na Posavske ceste zapeljala kolesarska karavana Dirke po Sloveniji. Pogovarjali smo se z Milanom Erženom, direktorjem kolesarske ekipe Bahrain Victorious, in to je povedal o Posavju. Posavje je, jaz sem tam naredil ogromno kilometrov kot kolesar, ne, potem kot trener, ne, in mislim, ne moreš si želeti boljšega, ne. Ampak spet tako, kot sem prej omenil, ne, če bi samo naredili 2 ali 3 kolesarske, bomo rekel, ture, ne, kjer bomo rekel, ljudje največ kolesarijo in jih označili, pravilno označili, ne, pobarvali te modre trakove, ne, da ljudje vejo, da bomo rekel, kmetje, ki grejo s traktorji tam, vejo, ne, da so tukaj kolesarji v neki prednosti, ne.
Pa to bi bilo ogromno. Sej to je 5 občin tam, ki se združijo, bom rekel, da vsak nekaj vloži v to noter, ne, in to narediš. Ne. Prej slej, lejte, bodo začeli turisti hoditi, ne, in bodo tam kolesarili in bodo prinesli ekstra denar, ne, od turizma v te občine. Ne. Jaz mislim, da to je prihodnost, ne, sigurno. Ne. In če gledajo samo eno Kostanovico, ne, na Krki, ne, tam se že dogaja mrskaj, ne, ljudje tam so se začeli ukvarjati s turizmom, ne, bom rekel, Brežice verjetno isto, ne, Krško je tako in tako, ne, in ja, dajmo narediti, mi lahko zmeraj pomagamo, ne, zraven. Celoten pogovor z Milanom Erženom si boste lahko ogledali v četrtek ob 20. uri na ePosavje TV in eposavje.com. Za konec poglejmo še na splet. Sledijo najbolj brane novice minulega tedna. Spoštovani gledalci, hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo znova čez teden dni. Nasvidenje.